kdo smo. V globoki jeseni se nas poloteva nemir. Nemir srca in otožnost duha. Osamljenost v megli porazgubljenja. Sonce je, če je, že zelo nizko nad obzorjem in meče dolge, groteskne sence našega obličja na pusta tla. In če obstanemo, se senca sonca razblini v mraku odhajanja. Listi zapuščajo drevesa. Dan beži pred nočjo, ki ga prehitro ujame. Vse izginja. Otopelost, otopelost izgube. Potem vznikne nov dan. Dan 1. decembra in naznani mesec upanja. Mesec darov in mesec veselja, radostno razposajen v pričakovanju naraščanja svetlobe dneva vsega novega. Veseli december. Mar res? Je to čas obdarovanja ali norenja in nakupovalne evforije? Je res vesel mesec ali prinaša tudi žalost, osamo in skrbi? Vsakdo je rad obdarovan. V pričakovanju prvega izmed 3 darežljivih bradatih mož smo želeli pobliže spoznati veselje decembrskih dni in ozadje praznovanj, ki imajo močno družinsko in hkrati socialno noto. Zato smo najprej obiskali doktorico Nado Mirnik-Trtnik, zakonsko in družinsko terapevtko, ki raziskuje in preučuje odnose med ljudmi in ugotavlja, da je december mesec mnogoterih priložnosti. Mesec obdarovanj je zaradi tega, ker je v mesecu decembru značilni so ti 3 možje, kot je Miklavž, Dedek Mraz, pršel je še Božiček in je to mesec, ki se obdari ljudi, ki nam veliko pomenijo. In v bistvu z darilom izkažemo neko naklonjenost do ljudi, izkažemo, da so nam pomembni, da mislimo nanje in da jim bodisi ali kupimo darilo ali pa jim kaj pripravimo, lahko spečemo piškote pa jim podarimo, lahko kaj sešijemo ali pa kak posebno darilo jim damo. In v bistvu dajanje daril pomeni v bistvu izražanje neke naklonjenosti in v bistvu se tudi izgrajujejo odnose in utrjujejo na ta način. Ampak to ni pojav moderne dobe, to je staro, ne? Verjetno, odkodar pač izhajajo ti dobri možje, ki so jih ljudje potem v bistvu skozi izročilo naprej ponesli v sedanjost. No, ti dobri možje so vsaj druga 2, ne, sta moderne dobe. Medtem, ko Miklavž je starejši iz 3. stoletja. Dobro, ampak mislil sem, verjetno so, ne glede na vse te dobre može, ljudje obdarovali drugega že prej. A je to povezano slučajno s časom, z vremenom, z spadanjem sončne svetlobe? To vsekakor je povezano, zaradi tega, ker recimo, ko delam kot psihoterapevtka, je porast povpraševanja po terapijah ravno v mesecu novembru, decembru, januarju, februarju, ker sončne svetlobe bistveno manj. Se tudi zaradi tega imamo v času novoletnih praznikov toliko teh lučk, po mestih so lučke, v domove si naredimo lučke, na jelkah in si okrasimo dom, zaradi tega, ker nas to spominja na sonce in nam dajo občutek neke radosti, veselja, zadovoljstva, in pol ne mislimo toliko na te temne puste dni, ki je že ob 4 noč. Če gledava skozi zgodovino, vsaj to je moje videnje tako, je bilo tako, da je bil v prvem planu je bil drugi človek, tistega, ki smo ga obdarovali, obdarovanec, ne pa jaz sam. Seveda, v prvem planu je v bistvu, da jaz nekomu nekaj podarim, da mislim na njega in mu podarim. Ne v prvem planu, da kupujemo darila sami sebi. Je pa verjetno to povezano s sedanjo dobo, ker živimo bolj v obdobju
kako bi rekla, nekega obilja, lahko tudi pomanjkanje, odvisno z katerega konca pogledamo. Ampak ko kupuješ darila za nekoga drugega včasih, pač ker si v trgovini in je polno takih in drugačnih drugih stvari nastavljenih, ki nas potegnejo, da kupimo hitro kaj še zase. Seveda, v prvem planu je v tem času, da obdarimo. Ali obdarimo najprej tiste, ko so nam res najbližji. Zdaj, ko je Miklavž, obdarimo naše otroke. Tudi partnerje, tudi v bistvu lahko širšo družino, pa prijatelje, odvisno. Pa to damo kakšna manjša darila. Potem v bistvu za novo leto ali za božič, včasih nekateri kupujajo samo za eno in se zmenijo, zaradi tega, ker pač veliko ljudi ima omejen budžet, koliko lahko dajo ali za otroke ali za druga darila, in združijo v eno tako primerno darilo in vprašajo, mogoče imaš različne načine, kako boš obdaroval ljudi. Lahko sam naumiš nekaj pa narediš, recimo pride kakšen par, ki reče, midva pa sama delava darila, za vse, ki jih obdarujeva, pride pa kdo, ki reče, pač midva se pa zmeniva, kaj bova kupila, ali pa posameznik, ki reče, toliko in toliko denarja ima, moje prijateljice imajo zdaj otroke in ne morem več kot toliko jim kupiti, ker se je ta krog zelo razširil, in imajo zelo omejeno potem količino denarja, ki ga lahko porabijo za darila. Nemogoče je seči tako globoko v zgodovino, če ne kar v prazgodovino človeškega rodu, da bi z gotovostjo lahko rekli, kdo je bil ali kdo so bili prvi darežljivi ljudje. V našem kulturnem prostoru, ki je del zahodne krščanske civilizacije, smo dobrotnost in darežljivost najprej pripisali svetemu Nikolaju ali po naše Miklavžu, o čemer obstajajo številni pisni viri. Živel je na prelomu iz 3. v 4. stoletje in bil krščanski škof v Miri, ki je danes na turškem ozemlju. Rojen naj bi bil v premožni družini, a je vse svoje podedovano bogastvo radodarno razdelil med revne ljudi. Legenda tudi pripoveduje, da je sveti Miklavž rešil 3 dekleta pred siromaštvom, tako da jim je ponoči skozi okno vrgel vrečo zlatnikov. V spomin na to otroci po vsej Sloveniji, pa tudi v sosednji Avstriji, na Bavarskem, Češkem, v Belgiji in Švici na predvečer 6. decembra, ko je god tega darežljivega svetnika, skrbno očistijo čevlje in jih postavijo pod okno v sobi, v gorečem upanju, da bodo zjutraj dobili Miklavževo darilo. Doslej se še ni primerilo, da ga ne bi bilo, čeprav dobrotnega Miklavža še nihče od otrok ni uspel videti. Druga 2 decembrska dobrotnika, Božiček in dedek Mraz, sta novoveški izpeljanki svetega Miklavža. Božiček je posledica protestantskega razkola, a se je v spregi s kapitalom prek Amerike razširil tudi na naša tla. Tretji pa je prišel iz zamrznjenih ruskih prostranstev. V Sloveniji smo, milo rečeno, praktični, zato praznujemo vse 3. December je kot zadnji mesec v letu tudi čas, ko se ozremo vase in naredimo pregled vsega, kar smo počeli čez vse leto, pravi socialni delavec, sociolog in psihoterapevt Borut Simon Pogačnik. Decembrski čas je tudi čas obdarovanj, vendar to ni prav nič slučajno. To je čas, ko naredimo pravzaprav rekapitulacijo svojega življenja in dela v tem letu, ki se zdaj prav poide, pohaja. Ni ga več in kmalu bo že novo leto, ko se bomo spopadli z novimi načrti in pa seveda tudi z novimi dvomi, upi in vsem, kar se spada zraven. No in ko delamo praktično to svojo revizijo svojega dela in življenja v letu, ki odhaja, je običajno tudi tako, da se zavemo, da morda v tem letu nismo bili preveč, da bi rekel, etični, nismo bili morda tudi dosledni v kakšnem svojem ravnanju napram drugim ljudem, in to je čas, ko hočemo poravnati vse tisto, kar je pač skozi leto izpadlo. No in v času teh inventur svojega življenja naredimo tudi praktično kakšen korak naprej, ta pa je pravzaprav na nek način v obdarovanju drugih ljudi, ko se jim želimo pravzaprav oddolžiti za vse tisto, kar so nam nudili ali ponujali skozi leto, pa se tega nismo zavedli in na ta način skušamo potem te stvari uravnovesiti.
December ni slučajno čas tega, ker je pravzaprav nekako povezan tudi z sezonskimi, bi rekel, časi, z zimo, poletjem, jesenjo in pomladjo. In zima je pravzaprav čas, ko tudi sonce na nek način ugaša, ko je vse manj svetlih dni, manj je sončne svetlobe. No in v pričakovanju novega videnja sonca, ki se bo pač vzdignilo nad obzorje in nas zopet bolj in močneje obsijalo, se nam zdi, da je pravzaprav to tudi čas, ko se moramo znebiti tudi svojih starih depresivnih obnašanj in na ta način gremo z nekim optimizmom tudi v ta zadnji mesec tega leta, to je mesec december. Ta stvar pa seveda ni povsem slučajna, vemo, da imajo različne vrste religij na nek način različna nova leta, ne? Na to moramo biti zelo pozorni z ozirom na katerem zemeljnem pasu se nahajamo. No in kar zadeva ta pas, v katerem živimo mi, je pravzaprav ta prilagoditev na te pogoje pričakovanja podaljšanega dne na nek način tudi povezana s potrtostjo v tem času, ko je pravzaprav dneva vedno manj in je vedno več noči. Decembrsko obdarovanje bi moralo biti znak dobrote in nesebičnosti, je prepričan opat stiškega cistercijanskega samostana Maksimilijan File. V mesecu decembru imamo sedaj na začetku že takoj svetega Miklavža, bogat god spomin na tega velikega dobrotnika in predvsem za nas odrasle je to zgled nesebičnega darovanja, predvsem pa, če natančno prebiramo življenjepis svetega Nikolaja, svetega Miklavža, on je začutil stisko bodisi tistih 3 deklet, katerim je dal zlata jabolka ali drugim, ki je pomagal, brez da so ti odprli usta, brez da so ga prosili. Mislim, da je to tisto, kar nam v našem svetu tako zelo zmanjkuje, oziroma je to posledica te naše praznine, da stisko bližnjega, težave bližnjega sploh ne zaznamo, sploh nismo sposobni videti, da nismo sposobni videti potreb bližnjih, pa je lahko to član mojega gospodinjstva, moj življenjski sopotnik, otroci ali kdorkoli, da ga ne začutim. Sveti Miklavž je začutil stisko in je takoj priskočil na pomoč. Potem pa gotovo tudi Božič, ki je bogat praznik, ampak tudi pravega praznovanja Božiča ni, če se v nas ne rodi Bog, Emanuel, Bog z nami, ki prinaša veselo vest, ki prinaša odrešenje, ki nas uči sočutja, sprejemanja brez razlike. Se mi zdi, da to je tisto, kar nas Božič uči. Pa se je vse dobro sprevrglo v svoje nasprotje. Množice kupcev v trgovinah pred bleščečimi pulti in utripajočimi lučkami vseh barv dokazujejo nekaj povsem drugega. Brezosebno razčlovečenje, ko razum odpove in nas vodijo le še vzgibi imeti, ne pa darovati, pravi Borut Simon Pogačnik. No, če se vrnemo nazaj k sami načinu obdarovanja in pa seveda tudi v današnji čas, potem vidimo, da je razslojevanje družbe ne samo pri nas, ampak praktično v vsem svetu postalo tako močno, da se zdi, da je potrebna tudi ta nižji sloj obdariti, čeprav so stvari nekako, bi rekel, razvidne, da je ta razslojevanje povzročil ravno kapital s svojimi dokaj pritlehnimi nagoni, ki stremijo k temu po kopičenju bogatstva in pa seveda po izničenju narave kot take. No in ravno v tem času pa vidimo, da nam skušajo zopet trgovci in vsi praktično postaviti
zopet nam nastavljajo vabe za to, da bi nam ponovno spodrsnilo. No in kot vidimo iz različnih akcij, ki nas praktično ujemajo v svoje kremplje že od konca oktobra naprej v Združenih državah Amerike in drugod pa celo od konca avgusta naprej, potem vidimo, da je ta usmeritev točno taka, kot sem jo prej opisal. No, glede tega hočejo nam pravzaprav na nek način nas opozoriti, da nam veliko stvari manjka, da ne bomo srečni in zadovoljni, če ne bomo imeli tega in onega in četrtega, čeprav mogoče to že vse v nekih oblikah imamo, ampak seveda to je nujno potrebno. Prav tako je zanimivo, da v tem času se prebude tudi banke, ki letos, kot smo brali vsaj v Sloveniji, so imeli izjemne dobičke, takšnih dobičkov še ni bilo nikoli. Vidimo pa, da gre pravzaprav gospodarstvo, da gre tržna gibanja v to smer, pridobivanje čim večjih dobičkov, ne? In to tudi na račun, bi rekel, kot vidimo v zadnjem času, tudi otroškega dela. Otroškega dela pri nas ni, vendar pa mi kupujemo, uvažamo izdelke, kjer je še kako to otroško delo vsebovano. Prav tako recimo v vsakem našem telefonu je otroško delo, kjer ga v Kongu kopljejo določene rudnine, ki jih vsebujejo, baterije, ki jih vsebujejo sestavni deli, ne samo naših telefonov, ampak nasplošno računalnikov, ki so tudi v avtomobilih in pa seveda tudi, ne nazadnje, tudi če gledamo na ogljični odtis, so tudi v vlakih in posod, kjerkoli se pač vozimo. Tako da se mi zdi, da se je treba ob veselem decembru tudi malce ogledati črni december. Vem, da obstajajo tudi črni petki, ki so ki celo trajajo 14 dni, kot smo videli v zadnjih epizodah tudi v naši lepi deželi. No, ampak to vse za namenom dobičkov. Koliko pa so ti popusti realni in resnični, pa je že so ugotavljali zaščitniške organizacije za potrošnike in tako naprej in so ugotovili, da velikokrat teh popustov dejansko sploh ni, da nekateri povišajo ceno tek pred temi aktivnostmi, potem pa jo seveda v času aktivnosti pa znižajo, vendar še vedno ni enake realni ceni. Glede, dobički so pač veliki, marže so izjemno visoke in pa seveda pričakovanja trgovcev, lastnikov, moram reči prodajalcev, ki so v trgovinah, ki so mezdni delavci praktično, ampak sami lastniki, kot rečemo tistim pravim trgovcem, pa so še kako zainteresirani za to, da prodajajo veliko blaga. No, to je mogoče tudi blago, ki se skozi leto ni morda najbolje prodajalo in zdaj pa se seveda pravzaprav skuša prilepiti še ob takšno blago, kot je, bi rekel, široke potrošnje, da gre tudi to v promet. Ne smemo pa zabiti na psihologijo prodaje, tudi sam sem se s tem srečeval, ko sem še delal v gospodarstvu. Točno je planirano, na katerih policah je kaj. Točno se tudi prodajalci oziroma tisti, ki prodajajo tem veletrgovcem, celo morajo plačevati določene odstotke, zato da se njihovo blago nahaja točno na določenih policah, točno v določenem delu trgovine in seveda z določenimi tudi vsemi propagandnimi akcijami, ki temu sledijo. To ni nobena skrivnost, seveda pa se tega ljudje ne ozavemo. Drugo, kar pa je, ker bi bilo potrebno se tudi dotakniti, je pa ta psihološki vidik, ki ga pravzaprav ustvarja ves ta glomazni sistem ekonomske propagande. Tudi ne nazadnje v slovenskih medijih, ki dejansko mediji morajo pa tudi obstati in živeti in pravzaprav si tudi delijo delček te pogače, ki je na voljo. Tako da tu je pa pravzaprav ataka, ta napad na človekovo, bi rekel, njegovo sugestibilnost. Sugestibilnost to zapravi na našo podvplivnost, koliko smo podvplivni. Gre za to, da v luči teh njihovih analiz računajo na to, da bomo postali izključno in samo objekti. Da ne bomo subjekti, ker subjekt se zaveda sebe, zaveda se svojih, bi rekel, moči, realnosti in pa seveda tudi svoje nekakšne, bi rekel, kakorkoli že samozavestnosti in samozaupanja, vendar pa seveda, ko pa smo povlečeni v te
propagandne reklame in vsak dan, v sredi najbolj, bi rekel, napetih filmov in pa tudi skozi različne druge oddaje, potem seveda, posebno v večernem in nočnem času, ko je pravzaprav zavest se nekoliko umakne in nastopi, tako bi rekel, nezavedno stanje. Nezavedno stanje pa je vedno, veste, je vezano na ta limbični del naših možganov in tem limbičnem delu naših možganov seveda so tudi možnosti, da se obnašamo kot prvotni sesalci, ne? Manj kot ljudje, ampak samo bolj kot sesalci, ker ta, bi rekel, prefrontalni del možganov, ne? In ta, bi rekel, možganska skorja je pravzaprav del te naše zavesti. No, ampak razum, ne? Tako, to je razum, ta del je pa pravzaprav nezavedni del, ki pa zadeva, bi rekel, velik del možganov, seveda čustva in pa seveda tudi sposobnost imaginacije, domišljije in pa tudi različnih, bi rekel, nagonov. In eden od teh nagonov je seveda tudi ta, po imeti v tem strahu, v bojazni, da nam bo mogoče zdaj nekaj manjkalo. Ne smemo pa pozabiti tudi politični vidik. Vi samo pogledajte, koliko v zadnjem času recimo nemški minister za obrambo, nemški minister za gospodarstvo in podobno, že navajajo, kako bo ravno zdaj prišlo do vojne, da je samo še vprašanje časa, enako je na Švedskem, enako je v teh državah. To ni slučajno, ne? Ta navajanje je tudi zato, navajanje teh dejstev, ki pa dvomim in upam, da niso dejstva, je tudi zato, da bi kupovali več, da bi si naredili zaloge tega in onega vsaj za 3 mesece, kot želijo, od 3 tednov do 3 mesecev. In seveda, tu gre, točno vidimo to sprego politike, zrasti pa lobijo orožarskih in podobnih, ki želijo po drugi strani tudi zadostnost v velikih zalogah nečesa, kar bomo kupili in kupovali v tem času. Nobena stvar, veste, v tem svetu ni slučajna in tudi ta, bi rekel, če jo pogledamo nekako iz ptičje perspektive, ali pa celo z vesoljske perspektive po celi zemlji, ni prav nič slučajno. Tako da tu se upadajo vse te zadeve in hočejo pa pravzaprav ravno to, da nismo subjekti, ampak da smo objekti, da smo objekti, s katerimi se da in je mogoče manipulirati. Ker pravzaprav, gledajte, vse to je pravzaprav samo manipulacija, nič drugega ni to, če smo pravzaprav, nihče nam ne želi dobro, nihče nam pravzaprav nič ne podari, nikjer na cesti ni nikogar, kjer bi stali neki prodajalci v narekovaju, ki bi dajali zastonj, ki bi želeli resnično osrečiti ljudi v tem zadnjem mesecu tega leta. Tega praktično ni. Mi smo dejansko samo žrtve tega. Zakonska in družinska terapevtka doktorica Nada Mirnik Trtnik vendarle opaža, da ni vse samo črno in belo, marveč v odtenkih posameznih družin in posameznikov, kamor jih uvrščajo njihove gmotne razmere. Ampak ko grem jaz zvečer ven, vidim nekaj drugega, pravo euforijo. To je v nekem smislu že skoraj panika, praznjenja nečesa. Torej, čudno, ne zdi se mi, da vse to roma v darila, ravno bolj v darilo meni samemu, Mogoče, verjetno, ravno zaradi tega, ker v dopoldanskem času smo ljudje ali po šolah ali po službah in potem popoldne priješ domov, se malo zrelaksiraš in potem verjetno grejo v trgovino takrat nakupovati. Imajo verjetno v mislih, zdaj, ki ste omenili, ker zdaj so ti popusti, ker smo vstopili v mesec december, so ti črni petek, pa še kaj drugega so popusti, in hočejo izkoristiti te popuste, zaradi tega, ker tudi oglaševalci dajo ta občutek pomanjkanja v smislu, da bo nekaj izginilo, da ta popust bo samo še danes, samo še jutri, in imaš ta občutek, da boš nekaj zamudil in hočeš kupiti na popustih, ker lahko potem 20 ali pa 30% prihraniš ali pa eno darilo več kupaš. Verjetno zaradi tega so bolj ob večerih in tudi v tem času zdaj nakupujajo. Imajo pa v mislih, ko jih srečam tukaj, ko pridejo k meni na pogovor, na terapijo ali posameznike ali pari, kar rečejo tudi, da imajo prav seznam in da so nekateri, še zlasti, ko so taki bolj previdni, radi pripravljeni in radi imajo pripravljena darila že vnaprej, da ne čakajo na tiste zadnje dneve. Ja, vidim, da ne podpirate moje teze, da smo ljudje v nekem smislu ovce in kupujemo po potrebi in po nepotrebnem,
Različno je, tako kot recimo, ker raziskujem zelo ta odnos do denarja, to mi je zelo tema, ki mi je blizu. In pri odnosu do denarja sem raziskovala in sem pač oblikovala različne denarne osebnosti. Prva denarna osebnost je varčevalec in ta človek ne bo maral kupovati prekomerno, ne bo maral prekomerno trošiti, zaradi tega, ker njemu je v veliki užitek to, da prihrani denar in da ima denar za karkoli, če pride kaj nepredvidenega in mu daje ta denar, ki ga ima občutek varnosti. Seveda bo kupil tudi darila, ker govoriva zdaj o tem prazničnem času, ampak bo zelo šel po seznamu. In potem imamo pa te, ki jih verjetno vi tudi videvate, zunaj, ko so zapravljivci. Zapravljivci so ljudje, ki jim zelo veliko pomeni užitek ob nakupovanju. In te ljudi zelo spravijo ti trgovci preko reklam v trgovske centre nakupovati, gledati take in drugačne artikle in v bistvu oni uživajo, res uživajo ob tem, ko nakupujajo. In njih, če jih spraviš tako, da morajo narediti proračun, so frustrirani, se imajo občutek, da nimajo več svobode, so jezni, so konfliktni. In ti ljudje zelo pogosto trošijo preko svojih zmožnosti, ker danes nimamo samo tako, kot smo imeli včasih denar v kovancih pa v papirnati obliki, v bankovcih, ampak imamo številne kreditne kartice, ki lahko na kreditnih karticah kupuješ. In potem ljudje nimajo občutka več, koliko še imajo denarja, koliko nimajo denarja in jim je ena stvar všeč, pa jim je druga stvar všeč, pa tretja in potem kupujejo, zaradi tega, ker mislijo, to bom mogel zamenjati, to je že obrabilo doma, v tem bom veliko bolj lep. In v bistvu tako kupujejo ne samo izdelke, ampak kupujejo tiska reklama preko izdelkov prodaja, kupujejo srečo, kupujejo veselje, kupujejo zadovoljstvo. Ampak izdelki nam lahko dajo za nekaj časa zadovoljstvo, seveda še zlasti, če so zelo uporabne vrednosti. Ampak nekatere stvari že imamo doma in ko imamo drugi artikel ali pa tretji artikel, nam ne doda dodane vrednosti, kvečemo stres, ker se nam kopiči doma. In potem imamo ljudi, ko so denarne osebnosti načrtovalci, ti ljudje tudi bodo težko nakupovali preko svojih zmožnosti, zaradi tega, ker bodo imeli zelo proračun svoj, koliko imajo prihodkov, kakšne odhodke lahko imajo, da bodo v redu prišli čez mesec, da jim ne bo povzročil finančnega stresa, imajo zelo narejeno analizo. In ti ljudje ne bojo prekomerno trošili. Potem nekateri ljudje so tvegavci, v osnovi zelo radi tvegajo, ti pa bojo prej začeli kupovati. In imaš pa ljudi, ki se radi izogibajo zadevam z denarjem in v bistvu tudi impulzivno lahko kupujajo, čeprav v bistvu v osnovi jim je pač denar držati zase. Tako da imamo res različne tipe denarne osebnosti in zelo težko rečem, da smo vsi ljudje nagnjeni k pretiranemu zapravljanju, ker verjamem, da nekateri pač zelo načrtovano nakupujajo in ne kupujajo preko svojih zmožnosti ali pa izven svojih planov. So pa seveda številni ljudje, ki zelo, zelo impulzivno nakupujajo. In kupujejo predvsem občutki, čustva in oči, ne kupuje pa to iz svoje potrebe. In imamo tudi recimo dosti oseb, ko kupujejo zaradi tega, ker so osamljeni znotraj v sebi, ker so prazni v sebi, ker v bistvu doma pridejo domov, pa so takoj na telefonih, ni v medosebne komunikacije več, ni pogovora, ni občutka bližine in potem v bistvu nekako moraš to praznino napolniti. In jaz mislim, da danes veliko ljudi kupuje tudi iz teh vzgibov. Ampak vendarle pa tisti, ki kupujejo, so srečneži, stvar ravno kar ugotovila, čeprav za kratek čas. Seveda, ker kupujejo ta občutek veselja in sreče in zadovoljstva. Ker danes vidimo toliko teh reklamnih sporočil, kako so ljudje srečni, ki imajo določene izdelke, ki kuhajo za družinske člane, ko se imajo tak in tak parfum, pa pol kar lezajo en po drugemu, pa se objemajo, pa stiskajo, ko kupijo določene izdelke za gospodinjstvo, pa je kar skuhano že potem in je fajn in kupimo določene sestavine ali pa kupimo določene stvari za dom ali pa se lepo seksi oblečemo in take stvari in pa imamo občutek, da bo pa ta hrepenenje, pa sreča, pa zadovoljstvo kar pri nas doma s temi izdelki prišlo. Ampak v bistvu te izdelki ne morajo kupiti tega, v osnovi, ker če v odnosih imamo neko kvaliteto odnosov, če imamo povezanost, če se družimo, če se pogovarjamo, potem niso toliko pomembni sami izdelki kot taki. Seveda, ti se lahko družiš, ko greš nekam na kosilo, na večerjo, pa se ob večerji ali pa kosilu podružiš, lahko greš kam na dopust tudi, ker so lepi načini, kako preživljati kvaliteten čas, lahko greš nekam v hribe hoditi, pa se greš pogovarjati s prijatelji, ker le ljudje smo bitja odnosov.
Ampak danes jaz mislim, da v času, kjer živimo, da je veliko ljudi res osamljenih v svojih srcih, in iščemo potem načine, kako bi to praznino in osamljenost zapolnili, in jih zapolnjujemo z prekomernim nakupovanjem včasih. To pomeni, da komerciala izkorišča ta problem alienacije. Seveda, ker ljudje, ki se ukvarjajo z marketingom, zelo dobro poznajo to psihologijo prodajanja in oglaševanja, in na kak način ljudje potem smo pripravljeni in voljni kupiti. Tudi tisti, ki so načrtovalci kot tip denarne osebnosti, ali tisti, ki so varčevalci kot tip denarne osebnosti, ker recimo poglejva že zdaj. Oglaševanje za božično-novoletne praznike in kupovanje daril in okraševanje domov ni samo v decembru, ampak se je začne takoj po 1. novembru. In ta praznični duh, praznično vzdušje nas malo bolj odpre. In smo potem bolj odprti za nakupovanje daril. Nekako imamo kot v enem praspominu že to narejeno. In potem tudi tisti, ki so varčevalci, načrtovalci, so na koncu meseca lahko sfrustrirani, ker malo več porabijo, kot so planirali in načrtovali. Prav zaradi teh psiholoških vzgibov. Teh pa je večina. Teh pa je veliko danes, seveda. Ko že odpremo radio, odpremo televizijo, imamo polno reklam. Ko se vozimo po cestih, imamo polno reklamnih panojev levo desno. Ko gremo po trgovinah, so letaki taki in drugačni. In v bistvu vse ti izdelki obljubljajo nekaj. In koncu, če pogledamo, se tudi vsi ti ljudje, ki te izdelke delajo, sej delajo s srcem, zato ker želijo rešiti določene probleme ljudi. To so pač tako srčna bitja, ki hoče res večinoma pomagati. Ampak v bistvu včasih se pa zgodi, da včasih ljudje, ki nakupujemo, nimamo glih realnega občutka, kaj zares rabimo in kaj ne. In ko kupujemo iz čustvenih impulzov, ko kupujemo impulzivno, brez glavo, ko zaradi pretiranega nakupovanja spravljamo lahko sebe in svoje bližnje v finančno stisko, ker račun pa vedno pride, tudi če na kreditni kartici. Potem je treba tudi kreditno kartico poravnati, je treba položnice plačati, ne moreš imeti dovolj denarja in za hrano in za položnice plačati in za osnovne stvari, ki jih rabimo za življenje, tako mi kot tiste osebe, ki so od nas odvisne ali pa sodelujemo. In v bistvu, če kupujemo preko svojih zmožnosti, preko svojih limitov, potem dejansko ne prinašamo domov samo kratkotrajne sreče, veselje, zadovoljstva, ampak prinašamo tudi stres, prinašamo tesnobo, prinašamo zaskrbljenost, prinašamo konec koncev tudi konflikte. Pa vendar večina slovenskih družin, ki ima normalne prihodke od svojega dela, lahko prispeva kot pomoč tistim, ki tega nimajo. Doktorica Nada Mirnik Trtnik. Nek predlog je, da glede na naše prihodke, ki jih imamo, 5% naših prihodkov damo v dobrodelne namene. Bodi si damo to določenim organizacijam, ki se ukvarjajo s tem, da potem pomagajo ljudem, ki so v stiski, kot so pri nas Humana, Caritas, ali pa v bistvu, če vemo, da kakšni otroci si česa ne morejo kupiti, pa gremo v trgovino, pa jim kupimo. Recimo, jaz sem že kdaj tudi tako naredila, da sem poznala kakšno družino, ki ni imela denarja, pa sem se zmenila z otroki, da so šli recimo eno trgovino, pa so na blagajni pustili vreče, ko so si nabrali in sem prišla jaz tja in sem plačala. Potem smo imeli te Nadine kartice za pare, pa sem rekla, v redu, a lahko pomagamo z Nadinimi karticami za pare kupiti enemu otroku kolo, in smo zbrali denar in smo kupili enemu fantku kolo. Tako da v bistvu jaz rada podarim za ljudi, zaradi tega, da jim malo olepšam življenje in te praznične dni, ali pa tudi kakšne druge dni zaradi tega, da imajo zaradi tega lepše življenje in za nekaj trenutkov lahko pozabijo na to pomanjkanje. Da imajo včasih malo občutka, da tudi za njih je. Mar je v nas vendarle še kanček človeške darežljivosti in sočutja? Borut Simon Pogačnik. Zdaj, kako k temu pristopiti? Verjetno je potrebno vključiti razum. Razum redko kdaj vključujemo, zlasti, kadar smo pod vplivom čustvenih takšnih stanj, kakršna nam pač nas skušajo potegniti trgovci in pa drugi prodajalci sreče, narekovajo. No, lejte, tu moram povedati tudi to, da so ljudje, so organizacije, ki pa veliko pripomorejo k temu, da so ljudje le srečni. Tu bi predvsem omenil, ker ga zelo dobro poznam in tudi dolga leta pomagam, je recimo v Sloveniji Združenje invalidov, Forum Slovenije, ki ne samo, da je v teh
časih težkih in takšnih priskočil na pomoč. Že na leto 2002, ko je pred 22 leti vzniknila tam posebni socialni program Veriga psihosocialne oskrbe in druženja. To je program, ki je namenjen izključno invalidom, pa tudi bolnikom, ki so izpadli iz vseh socialnih mrež. Se pravi, da tudi kjerkoli se nahajala doma v institucijah, jih nihče ne obiskuje, jih nihče niti ne obdari, nihče niti vpraša, kaj želijo in tako naprej. No, pa kljub vsemu je, bi rekel, takšnih organizacij, kot sem povedal, malo. Glejte, v decembru se pojavljajo tiste organizacije, o katerih mogoče celo leto sploh nismo slišali. V Sloveniji žal je bilo veliko organizacij, ki so bile dobrodelne samo v narekovajih, vemo, koliko je bilo prevar, tako da moramo tudi pri tem paziti, pri takšni vrsti dobrodelnosti bi morali vedno vedeti, komu dejansko to gre in zakaj gre. No, tako da pravzaprav nekako bi zaključil, ta čas je seveda lep, je svet, da tako rečem, je čas, v katerem naj bi ljudje našli sožitje, se spravili tudi z ljudmi, s katerimi so bili sprti ne samo skozi to leto, ampak morda že leta nazaj, ker bi našli zopet ta svoj dušni mir in seveda bili nekako pripravljeni, da poravnajo tiste moralne in etične dolgove, o katerih sem na začetku oddaje govoril, tudi do vseh tistih, ki so jim povzročili kakršne koli krivice. Ampak kljub temu, če obstaja možnost, da se opravičimo, da jim pridemo naproti, potem bo tudi to srečanje imelo in poželo veliko uspeha. V Sloveniji imamo kar nekaj dobrodelnih organizacij in prostovoljskih društev, ki skrbijo za pomoči potrebnim. Največji sta zagotovo Rdeči križ Slovenije in Karitas Slovenije. Srečali smo se s profesorico zdravstvene vzgoje in sodelavko slovenske Karitas Heleno Zevnik-Rozman in se pogovorili o dejavnosti Karitasa v mesecu dobrotljivosti. Slovenska Karitas vsako leto pomaga okoli 20.000 družinam, tako z materialno pomočjo, kot z drugimi oblikami pomoči, naj bo to psihosocialno svetovanje, vključevanje na razna letovanja in podobno. In te družine se pogosto znajdejo v stiski tudi v mesecu decembru, ko je zaradi te potrošniške mrzlice velika evforija po tem, da mora vsak dobiti darila, in zato se velikokrat obračajo tudi na Karitas, splošno, da bi jim pomagali pri nakupu različnih daril, da lahko obdarijo svoje otroke. Ta stiska, ki jo ljudje, ki nimajo dovolj materialnih sredstev, doživljajo, da njihovi prazniki ne bodo tako lepi, kot so prikazani marsikje v medijih, v družbi, in zaradi tega je lahko ta stiska med temi ljudmi zelo velika. Kolegica iz Škofijske Karitas mi je povedala, da se že pred temi meseci obračajo te družine, ki redno dobivajo našo pomoč, željo, da bi jim pomagali pri nakupu raznih daril, da bi lahko v tem mesecu to pomoč usmerili v to zadevo. Pred 6 leti so se mladi prostovoljci, animatorji, ki vsako leto spremljajo otroke iz socialno ogroženih družin na naših letovanjih, odločili, da naredijo eno posebno akcijo, ki so jo poimenovali Miklavževi angelčki. Želeli so, da bi te otroke, ki preko leta ali pa ki so bili tudi na letovanju v decembru, lahko obdarijo. Miklavževi angelčki so mladi prostovoljci, mladi ljudje, ki se odločijo, da poleg daril, ki jih pripravljajo mogoče za svoje najbližje, pripravijo tudi darilo za nekoga, ki ga sicer ne poznajo, ki je neznana oseba, vendar ga želijo razveseliti. Ob tem se učijo solidarnosti, da vejo, da v teh prazničnih dneh morajo pomisliti tudi na nekoga drugega, da med nami so ljudje, ki so v potrebi. Hkrati veliko energijo vložijo v pripravo tega darila. Veliko mladih darilo tudi samo izdela, velikokrat iščejo, da je darilo sestavljeno iz praktičnega dela, mogoče kakšne igre družabne ali kaj takega, kakšnega sporočila, zato da je to darilo resnično zelo osebno. V letošnjem letu se je
tej akciji pridružijo skoraj 550 mladih in so pač pripravljali ta darila in jih naredili več kot 1100. In v teh dneh, Miklavževih dneh, ko Miklavž obdaruje otroke po Sloveniji, so ti otroci že prejeli ta darila in se mi zdi, da je to res ena lepa povezava, da tudi mi, ki mogoče nismo socialno ogroženi, vedno razmišljamo, da med nami živi v tem času družine, ki pa imajo to stisko in da poleg enega darila za naše najbližje pripravimo še darilo za nekoga, ki ga sicer ne poznamo, vendar je v potrebi in bi ga bil zelo vesel. Darilo je samo zunanji znak. Pravi pomen je v odnosu, ki ga lahko damo drugim, svojcem, znancem in neznancem, poudarja Helena Zevnik Rozman. Jaz darilo nekako jemljem kot to, da mi sporoča, da nekdo misli name. Ne? Nekdo se je spomnil name, nekdo me ni pozabil. Torej nisem nekdo, ki me ni, in to recimo tudi za naše uporabnike sporočilo ste. Mislimo na vas, nekdo se je spomnil na vas. Zdaj pa tisti, ki pa pripravlja darilo, se veste, vsako darilo je, če je pripravljeno s tem odnosom, ne da je tisto, da bom dal, ne vem, veliko denarja, pa ga nakupil, pa poslal, pa tako, ampak da ga v bistvu žarom pripravljaš, razmišljaš, kaj bi recimo ta 10-letni fant potreboval, kako bi ga oblikoval, da se ga boš razveselil. In to je res nek proces, ki v človeku odpira srce. V bistvu te pripravlja na to, da pleteš neko nitko med ljudmi in ti v bistvu nekako odpira srce za dobroto. Tako. Jaz to tako gledam in vidim, kadar pripravljamo taka darila, da nekoga hočemo presenetiti, takrat vložimo tudi ogromno energije, v to pripravo darila, veliko neke aktivnosti se dogaja in takrat smo recimo veliko bolj odprti tudi za dobro, za sočloveka. In tudi, če včasih ne narediš osebnega odnosa, ga s to pripravo darila že narediš. Temu človeku sporočaš, rad te imam, pomemben si, nisi pozabljen, in zaradi tega se mi zdi, da bi morali vsi pristopiti na tak način k darilom. Pa naj bo to za Miklavža v tem času ali potem v nadaljevanju sredi decembra. S tem procesom sporočamo ljudem, da smo jim blizu, da jim prihajamo do srca. December je tak zelo zanimiv mesec. Zelo veliko je tega blišča, velikokrat pa pozabimo na osamljene ljudi. Velikokrat se zgodi, da predvsem tisti, ki živijo sami, te praznike doživljajo kot nekaj težkega, doživljajo stisko, so v depresijah in tako naprej. Zato se mi zdi, da je zelo pomembno, da smo v tem mesecu pa pozorni mogoče na te starejše, te, ki so osamljeni, ki živijo sami, ki imajo že tako neke duševne stiske in da bi ta mesec ne bil samo v blišču, ampak tudi v odnosu, v tej bližini človeka. Da si včasih vzamemo čas, pa ga gremo obiskati. Tako da mogoče bi bil ta mesec izziv tudi, da bi se usedali dol in si podarili čas. V besedi srečanje je tudi beseda sreča. In zato moramo z tega vidika imeti veliko srečanj in objemov, da bomo pravzaprav tudi sami našli notranji mir, da bomo postali tisti, bi rekel, mirujoči subjekt, ki opazuje, kar se okoli njega dogaja, vendar pa se ne vključuje v te tokove, ki so velikokrat na koncu samo, bi rekel, rezultat neke načrtovane in načrtne goljufije. December je mesec številnih predznakov, pač v luči opazovalcev in akterjev. Trgovci zadovoljno preštevajo milijone in milijone, ki so jih veseli decembrskih kupci spustili v njihove blagajne. Kupci pa, prej ali slej jih čaka finančna streznitev. Veselje decembra ni v dobrinah, marveč v odnosih.
pravi doktorica Nada Mirnik Trtnik. Pravo veselje pa tem takem ni v materialnih dobrinah, pač pa. Pravo veselje je v odnosih, bi rekla, tudi v materialnih dobrinah. Ker če materialnih dobrin nimamo, če recimo nimamo postelje, potem nismo zadovoljni. Zdaj je vprašanje, koliko materialnih dobrin je nujnih in osnovnih in samo po sebi pomembnih, ki jih niti ne omenjava tukaj. Samo zdaj je vprašanje, koliko je tistih materialnih dobrin, ki jih prekomerno nakupujemo, ko gremo v impulzivne nakupe, čisto nepotrebne. Poudarjam pa, da so zelo, zelo pomembni odnosi in v bistvu na odnose bi zelo apelirala, ali v bistvu odnosi z otroki, ali je to odnosi s prijatelji, ali odnosi s partnerji, ali odnosi z sodelavci, ali s sosedi, ali s prijatelji. Ti naši odnosi nas najbolj pogrejejo srce. To je bila oddaja Kdo smo o veselem decembru, ki je lahko tudi še vse kaj drugega. O tem so govorili zakonska in družinska terapevtka doktorica Nada Mirnik Trtnik, sociolog in psihoterapevt Borut Simon Pogavčnik, stiški opat Maksimilijan File in profesorica zdravstvene vzgoje in strokovna sodelavka Slovenske Karitas Helena Zevnik Rozman. Oddajo sva povezovala Igor Velše in Mateja Perpar. Tonska mojstrica je bila Nina Kač, avtor oddaje je Ivan Merljak. Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radiotelevizije.